Se slišmo? Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Prihajam z Državnega izpitnega centra, kjer imamo veliko opravka s podatki. In zamislil sem si tole predstavitev tako, da bom poskušal govoriti bolj počasi. Zato, ker ko gledaš podatke, rabiš čas. Mogoče bolj kot kvantiteta, ne, bolj kot da bi vam želel danes natlačiti v šesa s čim več podatki, si želim, da tisto, kar odnesete tukaj, čim bolje razumete. Pozabiti vode zato, ker me lahko zapustil vmes glas, za kar se vnaprej opravičujem, če se zgodi. Zdaj pa se lahko lotimo. Ne bom uporabil samo podatkov Državnega izpitnega centra, uporabil bom namreč tudi podatke, ki smo jih recimo obdelovali v sodelovanju s SURS-om. Zmeraj, kadar se dotaknem tega, jih moram izjemno pohvaliti. Statistični urad Republike Slovenije počne izjemne stvari s svojo odprtostjo. Ampak dobro, potem še kdaj drugič kaj več. Druga vrste podatkov, ki bom uporabil, pa so recimo kar podatki s spletne strani Ministrstva za šolstvo, kjer bom tudi še kaj o tem povedal v nadaljevanju. Zdaj pa, da začnemo. Te 2 dneva govorimo o pravičnosti, govorimo o vključevanju in seveda ne morem, da ne začnem in definiram, kaj bom pojmoval kot pravičnost. Ko govorimo o pravičnosti, imamo v mislih ta equity, ne justice, torej to je ta težava, ko prevajaš pravičnost nazaj v angleščino, kako jo razumeš. In equity je bilo že parkrat omenjeno, včeraj dr. Korelja, danes Tanja na začetku, predstavlja to, da nekako odsotnost favoriziranja, to izravnavo, vsi nekako začnemo enako. In to je mogoče ta vidik, ki ga skušam tudi jaz prikazovati, ki ga bomo tudi gledali skozi podatke, večino skozi podatke, zunanjih preverjanj znanja, ki nam v tem kontekstu lahko služijo kot ogledalo. Preko zunanja preverjanja znanja pridejo v zadržanem sistemu na nekih točkah po vertikali in v tistih točkah pravzaprav nudijo objektivno povratno informacijo, so za vsa enaka, z izjemo kakšnih prilagoditev za učence s posebnimi potrebami, kjer pa to počnemo ravno zato, da so te primerjave mogoče bolj pravične. Potem tudi, če kakšno besedo moče kasneje. Podatki o izobraževanju, tretja alineja tukaj gor, se mi je odtrnila, mislim, da jo moram omeniti, ker tam se govori o podatkih o izobraževanju. Mislim, da v prihodnjih letih bojo podatki o izobraževanju zelo vroča tema, predvsem mogoče kakšni podatki izbrani s pomočjo tehnologije. In tukaj mogoče tudi ena opomba z vidika pravičnosti. Tako kot moramo paziti na pravičnost pri recimo konc koncev tudi pri testih. Nazadnje tudi testi so lahko pristranski, ameriški zgledi nazorno govorijo, kako lahko narediš test, ki diskriminira kakšno etnično skupino in kako je treba biti pozoren na to. Mislim, v Sloveniji vidimo nad našimi preizkusi znanja in mislim, da po mojem vedenju niso pristranski na noben tak način, ki seveda treba biti vedno pazljiv. Še bolj bo treba biti pazljiv v nadaljevanju, ko nam bo tehnologija skušala zbrati en kup podatkov in ko bojo o nekih odločitvah odločali z neki algoritmi, ki so ravno tako lahko pristranski. In tam bo mogoče včasih celo težje preveriti, ali so ali niso. Kritično mišljenje bo še zmeraj velika vrednota. Zdaj pa gremo na same podatke. Začemo, kot sem že prej malo omenil, s podatki, ki jih lahko najdete na spletni strani ministrstva. Pogovarjali se bomo o deležu učencev s posebnimi potrebami. V nadaljevanju bom predstavil tako kupčke podatkov, moče tako rekel neke podatkovne vinjete, neke slike z nekih večjih raziskav, z nekih večjih analiz, ki skušajo podati neke zanimive ugotovitve
Namreč tile podatki ministrstvo jih vsako leto pripravi za tekoče šolsko leto, mislim, da bo v parih dneh, mogoče celo konec tedna, že novi, ne? In bomo lahko pogledali, kako so se spremenili za letošnje šolsko leto. Ne? Jaz imam na koncu napoved za letos, bomo videli, kakšna bo. Namreč, in na tem primeru bom prikazal, kaj se zgodi, kaj se dogaja s učenci s posebnimi potrebami. Namreč, kot lahko vidite tule na podatkih učencev 9. razreda, velikost populacije med leti se povečuje. Ne? In povečuje se tudi število učencev s posebnimi potrebami. Ampak, kar je potrebno brž poudariti, ne? Delež učencev s posebnimi potrebami se povečuje. Torej, število učencev s posebnimi potrebami raste hitreje kot pa številčnost populacije. Tako da to ni samo odraz tega, da so malo bolj množične populacije, to je dejansko odraz nečesa drugega. In tukaj imamo pač podatke za zadnjih nekaj let. Ne. Ta delež se v bistvu povečuje že kar nekaj časa. Še 12 let imamo dokumentirano. Ne. Tam leta 2008 recimo je ta delež znašal okoli 5%. Ne. V teh nekaj več kot 10 letih, 12, 14 letih se več kot podvojil. In nič ne kaže, da se bi ta rast ustavila. Zato je mogoče to zanimivo. Mogoče bi nekdo tukaj ustavil, pa rekel, Gašper, saj nimaš vseh podatkov. Ne? Včeraj smo poslušali recimo o inkluziji, o vključenosti in pač slišali svetu ideja, ne? Vsi učenci ne bi bili skupaj, ne? Kar bi pravzaprav tukaj pomeni v rednih šolskih programih. V Sloveniji imamo osnovne šole s prilagojenim programom. Ne? Mogoče bi kdo rekel, kaj pa, če se ta delež povečuje na račun teh šol? Kaj, če se v tistih šolah zmanjšujejo številke? Ne? Ampak k sreči te številke imamo. Ne? Število teh učencev se ravno tako povečuje, če ocenimo delež, pač se povečuje nekako skladno s povečevanjem populacije. Ne? Je nekako stabilno v tem smislu. Ne? Torej, te šole so tam, imajo učence in se pravzaprav in opravljajo tisto svoje poslanstvo, zaradi katerega jih imamo in zaradi katerega in ki za nekatere učence predstavljajo zelo, zelo dobro rešitev. Ne? Tako da vprašanje še zmeraj obstaja, ne? Kaj se dogaja. Lahko postrežem z podobne podatke zberemo potem na Državnem izpitnem centru, ko pridejo vsi učenci 9. razreda na nacionalno preverjanje znanja, ko večinoma učenci s posebnimi potrebami potem zaprosijo za tako drugačno prilagoditev. Ne. Številke so malenkost drugačne, kot jih poroča ministrstvo, ampak slika je pravzaprav enaka. In če to narišemo tako na graf, predvsej linearno narašča. Kot te številke tukaj predvsej lepo. In zaradi tega sem se prej tako, niti ne pokecal, ampak sem naredil napoved za letos, ne, da bo tale delež prišel tja na slabih 12% oziroma nekaj čez 2500 učencev. Te podatke ministrstvo objavil dobesedno v zadnjih in septembra, torej mislim, da zdaj v parih dneh bomo lahko ugotovili, če bojo letos ti podatki, koliko je tale številka napačna. Lahko si jo zapišete, pa greste pogledati. Bo zanimiv za vse. Bom nadaljeval od tukaj naprej. Eno je delež. Ugotovili smo, da ta delež ni neka napaka v podatkih, ne? Ampak da je zelo verjetno kar realno povečanje učencev s posebnimi potrebami v slovenskih šolah. In seveda drugo vprašanje, kaj se dogaja z njihovimi dosežki. Pri nacionalnem preverjanju znanja, ravno zato so fina ta preverjanja, ker ponudijo en tak meter, ki je za vse učence v tistem trenutku enak, in lahko precej hitro zračunaš, povprečen dosežek za vse te učence s posebnimi potrebami, povprečen dosežek za
ostalo populacijo in vidiš neko primerjavo, koliko točno. Pride do neke razlike. In te zadeve se da potem pogleda tudi čez več let. Tukaj vidimo za slovenščine in matematiko to vrstno razliko v točkah po letih. Leta 2008 je pri matematiki bila razlika med tem dvema skupinama v dosežku, kot ga merimo na NPZ-ju, nekaj čez 15, 16, 17 odstotnih točk, pač možnih točk, pa nam stane preverjenju znanja je 100, takole 17 točk, to je malo manj kot en standardni odklon, za tiste, ki imate radi statistiko. Pač, tak razkorak je bil. In potem je po letih, recimo, je ta razkorak, recimo, mogoče celo se malo zmanjševal. Ampak ti izračuni pa niso več pravi. Če sem jaz ravno prele pokazal, da se v več kot desetletju ta skupina bistveno spremenila, da je zdaj noter bistveno več učencev, mogoče tudi drugačni učenci, ali se je potem razkorak res manjšal, ali se ni. Tukaj mogoče malo provociram, malo odpiram debato za razpravo, polje za debato, ampak ena možnost je, mogoče zdaj gremo od podatkov k interpretaciji podatkov, odvisno od tega, kako razumete, čemu pripisujete to povečanje učencev s posebnimi potrebami. Ena možnost bi bila, zelo grdo rečeno, da postajamo skozi bolj defektni. Grdo rečeno, grozljiva misel. Druga misel je, da je pač v tem daljšem obdobju z napredkom medicinskih postopkov, z napredkom drugih postopkov za identifikacijo, za prepoznavo, da prepoznamo več učencev s posebnimi potrebami, da jih uvrstimo v to skupino, zato da jim začnemo prej pomagati. To bi pravzaprav po drugi strani malo pomenili, da prehajajo v to skupino učencev s posebnimi potrebami tudi mogoče tisti, ki so malo blažje primanjkljaje, ki so bili prej spregledani. Kar bi posledično pomenili, da bi imajo malo boljše dosežke, zato ker imajo blažje primanjkljaje in bi se lahko ta razkorak zmanjšal preprosto zato, ker smo tistim, ki so bili že prej prepoznani kot učenci s posebnimi potrebami, pridodali še ene, ki mogoče so malo boljši po svojih dosežkih in je zato razkorak manjši. Zato sem tukaj pripravil eno simulacijo, kjer sem se preprosto vprašal, kaj bi se zgodilo, če pa bi vsako leto od 2008 dalje vzel samo toliko učencev, kot jih je bilo leta 2008 učencev s posebnimi potrebami, torej 5% populacije, in za njih pogledal, kakšne dosežke imajo na NPZ-ju. In seveda pod to predpostavko, da mogoče so pa v nadaljevanju prihajali tisti, ki so po dosežkih boljši, pa če vzameš tistih 5%, ki imajo najnižje dosežke. Razkorak bi bil takole precej večji, bi se zdaj pač gibal tam nekje nad 25 točkami, nekje blizu 30 točk. Seveda moja predpostavka ne drži čisto. Prav gotovo ni pravilno. Tako da tole je mogoče zelo uporaben preko najslabši scenarij. Tole je meja, do kje gremo. Kajti nekje tukaj med tem dvema črtama se pa skriva prava. In pravzaprav odgovarja na vprašanje, kako nam uspeva delo z učenci s posebnimi potrebami. Ali nam skozi leta uspeva zmanjševati razkorak, z vsako naslednjo generacijo delamo bolje, ali mogoče ne. Pravim, tukaj nam podatki ne odgovorijo, s tem sem prav gotovo odprl več vprašanj, kot jih zaprl, ampak je pa ravno mogoče izostriti isto pravo vprašanje, kaj se s temi
učenci dogajajo, ne, mogoče je celo, da v tem porastu številčnosti trpi kvaliteta. Da mogoče nekateri učenci pravzaprav dobijo manj pomoči, kot so pred leti. Če nadaljujem, pa bom tle eno stvar preprosto zelo preskočil, gremo v srednjo šolo. Kar nekaj govorcev danes mi je že dalo različne istočnice, ne? In prehod v srednjo šolo je en taka neuralgična točka izobraževalnega sistema. Zato bom v nadaljevanju tako predstavil podatke, kot bom pol spet tukaj skušal izvesti eno tako miselno vajo, ne, s katero se boste lahko strinjali, pa ne, pa bomo lahko na koncu kakšno reklo. Ne. Najprej, če grem k podatkom, ne, če v Sloveniji populacijo razdelimo po socialno-ekonomskem statusu na desetine, statistiki temu velikokrat rečemo na decile, ne, potem lahko pravzaprav v nadaljevanju pogledamo za posamezen decil, ne, kako verjetno je, da nekdo, ki je recimo v gimnaziji, da je prišel iz najnižjega decila socialno-ekonomskega statusa, ali pa iz najvišjega in podobno. Ne. S to razlago v mislih imamo tukaj 3 slike, v očeh pogledamo mogoče tole z modrimi stolpci, ne, ki odgovarja točno na to, če si gimnazijec v eni od slovenskih gimnazij, kako verjetno je, da si prišel iz posameznega decila, iz posamezne desetine po socialno-ekonomskem statusu. Ne? Velika verjetnost je, da si prišel iz višjih decilov, torej nekako večina gimnazijcev je tukaj, ne? Zelo redki bodo tisti, ki bodo prišli iz prvega, drugega, mogoče tretjega decila. Zanimivo je potem primerjava, ne, s tistimi, ki gredo na srednje strokovne šole, šole, ki končajo s poklicno maturo, ne, kjer so ti deleži predvsej bolj enakomerni, ne, predvsej bliže tistim 10%, kot bi po naključju, če bi bilo star po naključju, bi za vsake desetine dobil 10%. Ne. Tukaj vidimo, da je stvar predvsej bolj razpršena, ne, torej srednje šole dobijo bistveno bolj, srednje strokovne šole dobijo bistveno bolj pestro populacijo v tem smislu. Tukaj je malo pade račun tega. Potem pa imamo tukaj še sliko, ne, za programe srednjega poklicnega izobraževanja, za 2- in 3-letne programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, kjer pa je slika pravzaprav obratna kot tukaj, ne. Gre čisto v drugo smer. Tako da, to, kar se parkrat že danes slišamo in kar opozarjamo, ne, ob prehodu v srednjo šolo se zgodi ena taka, ne, preko z vidika srednje šole homogenizacija, ne, na tisto šolo pridejo predvsej bolj poenoteni, ne, in nekako iz osnovnih šol, ki zajemajo šolskih okolišev, ki so zelo pestri, se potem preko vsa ta pestrost, recimo na srednjih strokovnih šolah še ohraniti, sicer pa ne. In lahko se tudi vprašamo seveda o razlogih. Mogoče ni nepomembno, na tem mestu bom omenil, SES niso samo dohodki, ni samo denar. Predvsem v Sloveniji je to tudi izobrazba. In s tem v zvezi se tukaj na tej sliki da videti še eno stvar, namreč ponavljanje generacijskih vzorcev. Če bi zelo po domače rekel, ne, tako kot tata, tako sin, ne, tako kot mama, tako hčera, tako. Namreč ti decili govorijo tudi o tem, da ti iz višjih, ne, tudi z višjo izobrazbo bodo tudi njihovi otroci šli na gimnazije. Pridobil sem vmes še drug podatek, ne,
UMAR je za leto 2020 poročal verjetnost, da bo imel mlad med 25 in 29 letom terciarno izobrazbo, če izhaja iz skupine, kjer njegovi starši, nobeden od staršev nima sam terciarne izobrazbe, v primerjavi s skupino, kjer ima vsaj eden od staršev terciarno izobrazbo. Številke so zanimive. V prvi skupini je verjetnost, da bo imel terciarno izobrazbo 14%, v drugi 67%. Pri nas v Sloveniji. To je nekdo, ki je opozarjal na to, še na misli je tudi Zdravko Mlinar, slovenski sociolog in akademik, prav temu paradoks nemočnih. Prav tisti, ki bi potrebovali pomoč, jo niti ne poiščajo, niti ne stremijo k temu, da bi svoj položaj izboljšali. Mogoče na tem mestu pomembno omeniti. Vmes še eno mogoče omemba, ki lahko z teh podatkov dobimo, mogoče se bom malo vrnil nazaj na tiste učence s posebnimi potrebami na različne skupine, ampak ta prehod v srednjo šolo je vreden tega. Tipično, če pogledamo neko splošno populacijsko sliko, gre približno 37% večinske populacije v gimnazijske programe, 42% v srednje šole, kjer se zaključuje s poklicno maturo, 9% v programe končajo z zaključnim izpitom. Za ostalih 12% na RIC-u nimamo podatka, ker pač mi vidimo samo, kdaj kdo pride na kakšno zunanje preverjene znanja. Če po osnovni šoli ni bil več nikjer, pravzaprav ne vemo. In potem imamo tukaj različne druge skupine. Imamo tukaj nekoga, ki predstavlja učence s posebnimi potrebami z govorno-jezikovno motnjo. Te boste v gimnazijah težko našli. Pri poklicni maturi jih je približno enako kot splošne populacije, bistveno več na zaključnih izpitih. Podobno tudi primanjkljaj na posameznih področjih učenja, zelo velika skupina učencev s posebnimi potrebami. Tako da, če je kdo z gimnazij, pa je mogoče pomislil prej, ko sem govoril o učencih s posebnimi potrebami, vse tako hudo pa ni. Ja, v gimnazijah teh ni, se jih ne vidi. So mogoče kje druge. Potem je tukaj recimo prva generacija priseljencev, jih je nekaj več v gimnazijah, pa tudi na zaključnih izpitih je drugače. Zanimiva recimo je skupina učencev s posebnimi potrebami, ki pa imajo, katerih primanjkljaje pa motnje izvirajo izrazito iz organskega vzroka, gluhi, slepi in podobno. Ti učenci pa v bistveno večjem deležu, celo kot splošna populacija, gredo na gimnazijski program. Tako da stvar ni črno-bela, različne skupine, različno. Prej sem vam obljubil, da bom naredil na razmislek, kaj se zgodi ob prehodu v srednjo šolo. Ker na nek način je zelo nehvaležno, tukaj predstavljam prehod v srednjo šolo. Odločitev za vpis v srednjo šolo je individualna odločitev vsakega posameznika, mogoče njegove družine, če pač pri 15 letih pa mu starši pomagajo, ampak je to definitivno nekaj, kar se zgodi v družinskem krogu. Ministrstvo, šola ne more reči, da se vpiš na ono šolo, ti na to. Ne gre tako. Tako da ne more preprosto ukrepati na ta način. Zato poskušam malo ugibati, kaj se dogaja v glavah teh bodočih dijakov in njihovih staršev in pogledati, mogoče se pa vseeno da kaj storiti. Eno je, kar poimenujem domačnost znanega. Otroci se odločajo za poklice, ki jih dobro poznajo, in to so v prvi vrsti poklici njihovih staršev. Poklici njihovih staršev ali pa njihovih sorodnikov. To prav gotovo deluje. Temu vprit sem našel tudi en zanimiv podatek, ki ga je OECD navedel. Namreč,
Od leta 2000 pa do 2018 se je bistveno povečal delež otrok, mladih, ki se vidijo v najpogostejših 10 poklicih. V tak hecen podatek, ne? V zadnjem obdobju, ko imamo poplave novih poklicev, ko se izumljajo nova delovna mesta, ko poprašaš mlade, kaj pa bi rad bil, pa odgovarja najbolj stereotipno, ne? Tistih par nekaj poklicov. Zdaj, po svoje, ne? Mogoče tudi razumljivo, ne? Če je tvoj oče projektni koordinator, je včasih težko vedeti, kaj točno počne, ali pa ne ve. Ne? So pač tudi nazivi današnjih poklicov včasih taki, da je to težko mladim. In mogoče zato posežejo po teh preprostejših, ne, nazivih. Naslednja je zelo psihološki, ne, odrekanje za kasneje. Ko ti rečeš, odločitev za srednjo šolo ne predstavlja samo odločitev za srednjo šolo, ne. Za 4 leta gimnazije. Če se odloči za gimnazijo, si se odločil avtomatično tudi za študij. Najmanj 8 let, 9 let. Ne. Nekaterim se zdi to lahko tudi preveč v tistem trenutku. Nekdo razmišlja tudi, ne bi jaz še to let. Ne. In izbere drugače. Drugi obraz tega, ne, ker to je mogoče vidik posameznega učenca, je mogoče vidik njega in cele družine. Ne? S tem so povezani skriti stroški. Učenc mogoče že razmišlja, ja, a bom še 8 let odvisen, ne, tudi ekonomsko, od staršev, pa to, pa od žepnin in tako naprej, pa bom pa mogoče imel neko boljši poklic, boljšo službo. Lahko se na podoben način odloča cela družina, ne? Kljub temu, da imamo v Sloveniji kakovostno izobraževanje financirano iz javnih sredstev, skriti stroški so. Ne? Vsak, ki zdaj išče stanovanje za študenta v Ljubljani, lahko to zelo jasno pove. Tako da mogoče družina, ki v kakšnem konkretnem primeru razmišlja hitro do poklica, hitro do kruha, ne? Je to lahko tudi zgodba cele družine. Še mogoče za konec, ena, ki mi je spet prišla na misel, pa je mogoče spet bolj psihološka, ne razlikujemo se o tem, kako cenimo izobraževanje kot tako, znanje kot tako. Ne? Posamezniki, koliko si želimo čim več vedeti, tako tudi cele družine, če je to tako družinska vrednota. In tu se recimo 4 seznam prav gotovo ni dokončen, mogoče bo kdo prispeval še kakšno zelo dobro idejo, kaj še lahko se dogaja v tistem trenutku. Zdaj, na podlagi teh se pa mogoče da celo zamisliti, a lahko na kaj od tega vplivamo. Ne? Prav gotovo, ne? Tam, ko so skriti stroški, pride na misel štipendijska politika in razmišljanja v to smer. Ne? Domačno znanost, zelo znanega, verjetno se da popularizirati še kaj, ali pa si zamisliti še kaj, kakšno strategijo, kako seznaniti bodoče generacije s čim več konkretni poklici. Tako da, kaj od tega mogoče celo spodbudi kakšen sistemski razmislek v to smer. Zdaj se bom premaknil na naslednjo tako podatkovno vinjeto, če temu tako rečem, o kateri je bilo danes že kaj povedanega. Vsaj pri osnovnih šolah, pa če gledamo podatke nacionalnega preverjanja znanja, ali pa tudi, ko smo gledali podatke o SES-u, ali pa ne vem še karkoli drugega, večinoma so med osnovnimi šolami razlike majhne, ali pa vsaj majhne v primerjavi z razlikami med učenci znotraj šole. Kar seveda je logično, tako kot je Tanja Teštanovska uvodoma razložila, šolski sistemi, ki zajemajo iz šolskega okoliša, ne, in v šolske okoliši v Sloveniji nimamo kakšnih tipičnih zelo getoiziranih naselij in podobno, ne, zajamejo zelo pestro populacijo, kar posledično pomeni, da ko zračunaš povprečja šol, ne, so si ta povprečja šol precej bližje, kot je pol vsa tista pestro znotraj posamezne šole. Ne, tako da, to po eni strani pomeni, da
ne, je precej vseeno, v katero slovensko osnovno šolo hodiš, boš lahko dobil solidno osnovno izobrazbo. Po drugi strani pomeni, da lahko z leta v leto povprečje šole precej zapleše. Ne. Učitelji na šolah to dobro veste, ne, se pogovarjate včasih, naslednja generacija pa ne bo več tako dobra, ne, kot je bila letošnja in tako naprej. Tako da, tako kot tukaj gor piše, ne, da bi recimo delali neke lestvice šol in na podlagi tega ugotavlja, ne, katera šola je bolj kakovostna, v bistvu v tem smislu so zelo hvaležno početje. Zato, ker mesto, kje je moja šola v celotnem naboru, ne, slovenskih šol lahko iz generacije v generacijo učencev zelo hitro zapleše. Ne. Vsi pa vemo, da imamo znotraj vsake šole veliko pestrost. Razvrščanje šol, ja, za to znamenje kakovosti sploh ni primerno. Če končam z zadnjo tako zgodbo, tudi danes so bili ravno pred mano omenjeni priseljenci, ne. V eni analizi smo primerjali dosežek pri matematiki in socialno-ekonomski indeks za različne skupine, ne, za večinsko populacijo in potem za različne generacije priseljencev, prvo, drugo, tretja. In pokaže se, da so, recimo, seveda prva generacija bistveno nižje, tako po enem kriteriju, kot po drugem od večinske, ne, druga generacija se približa, tretja, mogoče najbolj zanimiva, pa se recimo praktično izenači, kar je z vidika pravičnosti prav gotovo v redu. V tej konkretni analizi se je celo pokazalo, da večinsko populacijo malo presega, malo boljši socialno-ekonomski indeks, recimo se je pokazal. To je taka, mogoče, če res končam na pozitivno noto, ker ko iščeš razlago, ne, ta razlika je že toliko velika, da ni mogoče čisto naključje, čeprav, da lahko res to trdi, bi bilo treba ponoviti, narediti še kakšno raziskavo, ki bi pokazala podobno sliko, ampak prav gotovo že to, da so izenačeni z večinsko populacijo, pravzaprav pokaže, da vključevanje priseljencev deluje vsaj po 3 generacijah. Mogoče pa to, da so nekaj boljši, celo pomeni, da določeni vzorci obnašanja v družini pravzaprav delujejo lahko tudi dobro. Ne. Tisti, ki so morali od prve generacije do tretje se pravzaprav boriti, ne, biti odporni, ustrajati in premagovati ovire bolj kot ostali, ne. Se jim mogoče to pozna tudi še v 3. generaciji in so posledično njihovi dosežki boljši ali pa preprosto cenijo izobrazbo bolj kot večinska populacija. Tako. Tako je. Na tem mestu bom jaz zaključil. Verjamem, da sem odprl več vprašanj, kot jih zaprl. Veste, z vprašanje je tako, ne, bolje je imeti vprašanja, pa na njih ne imeti odgovore, kot pa imeti odgovore, pa si ne upati vprašati. Hvala vam.